Zgodilo se je, laž se je neki večer preobjedla, po noči ni mogla spati, pa je premišljevala, kako grdo je pokvarjen svet, da ji že noče več vsega verjeti od kralja. Premišljevala je in je prišla slednjič do tega konca in sklepa, da se bo omožila. Omožena ženska, tako je modrovala, ima vendarle več veljave pri ljudeh, kakor samica. Laž se je torej ozirala po ženinu. In res iztaknila je moža. Ta ji je bil posebno všeč, ker je imel lasuljo, umetne zobe in lepo kratke noge, kakor ona. Ime mu je bilo Prilažič. In hitro sta si bila bod, da mu je najprej prestati izkušnjo, potem pa bodi poroka. Laž gre in stopi v krčmo. Tam so sedeli kmetje pri polnem bokalu in so tarnali o slabih časih. Laž sede za mizo, naroči si vina in kruha, pa jo vprašajo kmetje. Mati, oddaleč prihajate, kaj je novega po svetu? Laž odgovori. Kaj bo novega? Nič posebnega. Le kokoš sem videla čuda veliko. Z eno nogo je stala pod Grintovci, z drugo nogo pod Gorjanci in je pila vodo iz Save. Kmetje so zabučali v smeh in kričali vprek. To je laž, kosmata laž. Laž je bila jezna, pozabila je plačati in je odšla. Za njo pride, kakor sta se bila zmenila, v isto krčmo Prilažič. Pil je svojo mirico, pa še njega vprašajo po novicah. Drugega ne vem, je rekel, jajce sem videl, bilo je tako veliko, kakor hiša. 9 kovačev ga je z dleti odpiralo, vsi deželi ga bo dosti za cvrtje. Kmetje staknejo glave v kupe in reko, nemara je to jajce zlegla ona kokoš, ki je o njej pravila ženska. In vprašali so Prilažiča, ali ni videl tudi kokoši, ki je zlegla to jajce. Prilažič je odgovoril, da ne. Kmetje pa so modro pokimali z glavo in mu povedali, kokoš, ki je zlegla to jajce, je čuda velika. Z eno nogo stoji pod Grintovci, z drugo pod Gorjanci in pije vodo iz Save. Pa so vse verjeli. Pride laž na svoji poti v drugo krčmo. Tudi tu se zgodi, da jo vprašajo po novicah. Kaj pa novega, je odgovorila, nič posebnega. Zeljnato glavo sem videla. Tako je bila velika, da so tesači po lestvicah plezali nanjo. Lažeš, so rekli kmetje, takih debelih laži ne bomo poslušali. Glej, da se nam zgubiš izpred oči. Laž se je užaljena dvignila in je odšla. Od gole jeze je še kozarec odnesla s seboj. Kmalu za njo pride v krčmo Prilažič. Tudi njega pobarajo, kaj je novega. Prilažič malo pomisli in pove, pero sem videl možje. Bog ve, katerega zelišča je bilo. To pero je bilo tako veliko, da je 5 vozov stalo pod njim. Kmetje se spogledajo in eden reče, bilo je zeljnato pero. Ne vem, odgovori Prilažič, za zeljnato bi bilo nemara preveliko. Zeljnato je bilo, zeljnato, silijo kmetje. Mi to dobro vemo, nič novega nam nisi povedal, o tem zelju smo že čuli. Prilažič je prosil za mire, da jim ni mogel z boljšo novico postreči in se je poslovil. Kmetje pa so vse verjeli. Laž je prišla še v tretjo krčmo. Tudi tukaj hote vedeti, kaj novega po božjem svetu, in laž jim pove, da je videla goreti morje. 100 oralov ga je zgorelo noter do tal. Ti kmetje pa so bili vroče krvi in karkoj so se razvneli. Kaj, s takimi lažmi bi nas imela za norce? So rekli, počakaj, no mi ti pokažemo.
In prijela sta jo dva pod pazduho, tretji je pomagal z nogo in že je frčala uboga laž čez prak na cesto. Kmetje se niso še pomirili, pa pride mednje Prilažič. Vljudno jim vošči dober dan, sede, potem jih povpraša, kaj jih je tako razburilo. Kmetje mu hite povedati, kako jim je zanikrna ženščina hotela natvesti goreče morje, pa so ji koj pokazali, po čem so laži. Prilažič jim pritrdi in jih pohvali. Trčili so s kozarci in pili in potem jim je povedal, kaj je srečal na cesti. Dolgo, dolgo vrsto težkih pariških voz, vsi so bili visoko obloženi s pečenimi ribami. Kaj menijo, odkot so bile ribe? Kmetje so pomislili in nazadnje uganili. Nemara je pa ženska le govorila resnico, da je gorelo morje. Kako bo gorelo morje, je ugovarjal Prilažič, ko je pa mokro. A kmetje so se spet razunemali. Odkot pa so bili vozovi pečenih rib, kaj, če ne iz gorečega morja, so kričali, in ker je Prilažič le majal z glavo, so ga v svoji togoti na 1, 2 vrgli na plan. Prilažič se je ročno pobral in je hitel za lažjo. Konec vasi ga je čakala in smejoč se sta si segla v roko. Izkušnja je bila prestana. In gospodična Laž in gospod Prilažič sta se poročila. Živela sta srečno in ugledno in imela sta mnogo otrok.